Danes sem tukaj predvsem, da poslušamo tisti posnetek, ko ga je Služba državne varnosti tajno skrivoma posnelo, se pravi razgovor med pripadniki Službe državne varnosti Slovenije in pa Stjepana Crnogorca tistega dne 4.7.72. leta. No, glede na to pa, da je med tem časom, ko sem imel na zadnjič tudi tiskovno, prišlo do raznih časopisnih, takšnih in drugačnih člankov, tudi tožb, bi najprej se dotaknil najprej zadeve okoli Janeza Zemljariča. Njegov odvetnik mi je poslal kopijo zasebne tožbe, od sodišča še nisem sprejel. Sam razumem to tožbo kot ustrahovanje, ne mene, ampak vse ostale, da bi čim manj se o tem pisalo, govorilo, oziroma da bi kdorkoli o tem še karkoli raziskoval, ker bi ga lahko dočakala takšna usoda kot mene, se pravi nekakšna zasebna tožba. Sicer sem popolnoma siguren, da tožba nima nobene pravne podlage, da njegove navedbe, da je Služba državne varnosti bila poštena organizacija, da ni ničesar nezakonitega počela, v resnici samo tisto, kar je bilo takrat dovoljeno. Moram povedati, da do takratna zakonodaja ni dovoljevala diverzantske akcije v tujini, likvidacije v tujini in ugrabitve v tujini. Veste, da okrog Janeza Zemljariča nisem jaz edini, ki sem dal podatke, da obstaja sum, da je Janez Zemljarič to delal oziroma vodil takšne akcije, da je pred 2 letoma o tem napisal knjigo tudi Igor Omerza v zvezi z ugrabitvijo Bate Todorovića, akcijo, ki je vodil tudi Janez Zemljarič, zato je ta njegova tožba, kar se mene tiče, res smešna. Dodal bi vsem tem, da sem v tem času oddali tudi dodatne gradivo tudi v Nemčijo, ker smo dokazujemo, da je slovenska služba vpletena vsaj v 3 umore, ki so se zgodili v Nemčiji od 22 odprtih, kar jih imajo. Jaz vam danes del te dokumentacije pokazal, predvsem iz razloga, ker so nekateri časopisi se z dokumenti, ki sem jih prvič objavil, nekako igrali, jih po svoje komentirali, predvsem tukaj mislim na Mladino. Janez Zemljarič, kot veste, je Udbo vodil 75. do 77. leta, predtem je bil direktor kliničnega centra v Ljubljani. O tem sem že prej. Ključni moment, o katerem se največ govori, je seveda Dorič Milan, sodelavec Hanzi, o katerem sem že govoril veliko. Tukaj so ena od teh potrdil o sprejemu denarja, ki jih je Hanzi podpisoval vsak mesec ob sprejemu denarja. Dorič Milan je uporabljal več kodnih imen, poznamo 5 imen. Prvi je bil Milan do leta 1969, ki tukaj ni vpisan, potem je bilo kodno ime Hanzi. Po umoru Nikice Martinović je bil Flora, veste, kaj Flora pomeni. Nikica Martinović je bil pa lastnik trgovine z cvetjem. Nadaljeval je delo kot sodelavec tudi v naši službi Sova, tam je imel 2 imena, Sivi in Beli Viator. Milan Dorič, leta 65. Sodelavec Hanzi je od Službe državne varnosti sprejel 16 orožij, pištol, se pravi ne okvirjev, pa ne nekaj iz 2. svetovne vojne, ampak konkretnih pištol, tudi z dušilcem in podobno. Samo
Tukaj so takoj prve navedene v času, ko je Zemljarič bil šef slovenske udbe, je dobil 4 pištole, med njimi tudi 3.8.76 pištolo Beretta, Gardine, kaliber 7,65, številko 97630 z dušilcem. Predal mu je Ivo Mrevlje. Tu so razni pištole od Walterja, Lugerja, po datumih, ki jih tukaj navajam. Tudi ta zadnja je bila tista kolenovka, to pomeni, ko se strelja iz kolena. Se pravi, govorimo o 16 pištolah. Seveda smo te podatke predali nemški policiji, kriminalistični službi, da preveri glede na žrtve, če je bilo od katero od teh orožij uporabljeno za zločine v Nemčiji. Vse orožje je sprejemal na revers, tole je en revers iz 68. leta, ko je sprejel 3 pištole, dodatno še zraven. Dostavili smo tudi dokument, malo ga bom povečal, akcije, v katerih je sodeloval Hanzi kot sodelavec in v kateri so bili vključeni tudi naši organi varnosti. 68. leta je bil na osnovu Hanzijevih informacij in z njegovim sodelovanjem izdelan program za akcijo proti Rukavini. Leta 70 je Rukavina tudi v Nemčiji ubit, likvidiran v strani udbe. Takrat, 68. to ni bilo izpeljano, ker je v zadnjem trenutku tovariš Gorenc ustavil zadevo. Moram povedati, da po zakonodaji v Nemčiji tudi poskus uboja, likvidacije ni zastarano kaznivo dejanje. Se pravi, to gre za čisti dokaz, da je Hanzi sodeloval v pripravi in da je vpleten tudi Gorenc in pa Mužič, ki je takrat bil zraven. Enaka akcija je bila proti Rukavini, je bila tudi oktobra 68, tudi takrat ni bilo izvedena pa je bila, kot sem rekel, leta 70. Septembra 1969 je bila z njegovim sodelovanjem programirana ugrabitev Vukića in sodelovanje iz sodelavčevega stanovanja. Poznal je svojo nalogo in več članov ekipe, ki je bila v Nemčiji, Arti, Miro, Tratnik, to so vse operativci službe državne varnosti takrat. Akcija ne bila realizirana, ker Vukić ni prišel domov, da bi ga ugrabili. Oktobra 1969 je bil program za akcijo proti Vukiću spremenjen. Za spremembo je vedel in je pri njej sodeloval tudi Hanzi. Poznal je udeležence akcije in sredstva za izvršitev. Ker Vukić ponovno ni prišel, je z njim obravnavana varianta akcije odpadla, realizirana pa je bila druga varianta brez njegove vednosti, le s koriščenjem njegovih informacij. Sodelavec je kasneje lahko utemeljeno sklepal, da smo akcijo izvršili mi. Vukić je bil zastrupljen. Se pravi, da je to storila udba. Potni in drugi listine Milana Dorića, glede na to, da je bilo polno toga, ali je Milan ali je Doriću so izdani potni listi, izdani so mu na ime Milan Zornik, Živojin Maznič in pa Emil Kos. Živojin Maznič je bil uporabljen samo enkrat, pripeljali so ga v Univerzitetni klinični center 71. leta v Ljubljano, ker so mu naredili zdravstveni pregled v celoti. O tem ne morem govoriti, ker je občutljiv osebni podatek. Milan Dorić je kot Milan Zornik imel odprt račun pri Kreditni banki Ljubljana, tam so mu tudi sredstva nakazovali. To je Maznič, Živojin, Hanzi, malo prej sem govoril o tem. Tu vidite potni list Hanzija, ime Kos Emil. Kos Emil, 1.8.30, rojen v Mariboru, živel, da je na Titovi cesti 25. Osebna izkaznica na isto ime, izdana leta 86. Tudi s vozniškim dovoljenjem ni imel nobenih problemov. Danes zapiramo, ker
niso pravilno polagali vozniške, on jih je dobil kot kole na drugo ime. No, tudi njegova žena Kosi Mira je bila sodelavka Udbe, ni imela končano šolo gostinsko, da bi odprla gostinski lokal, zato je Udba preskrbela, da je gostinski šolski center Maribor na Mladinski ulici 14 izdal potrdilo o končanju šole. To je, kot sem rekel, še nekaj dodatnih zadev. Tako da novinarji, ki pač pišejo na osnovi enega dokumenta, dajo popolnoma nove zaključke, bilo včasih prav, da pokličajo tudi mene, da jim dam dodatna pojasnila, da pojasnim, za kaj se gre. Tudi mislim, da Zemljarič je bil vključen zraven v delo z sodelavcem Hanzijem, tudi je Hanzija varoval v trenutku, ko je hrvaška stran zvedela, da Hanzi dela za službo državne varnosti in je Hrvaško revolucionarno bratstvo odločilo, da bo obračunalo z Hanzijem. Te so našega sodelavca branili od leta 76 do 77 leta in je Zemljarič izdal posebna navodila in posebne ljudi, ki so dnevno čuvali Hanzija v Nemčiji, da mu ne bi kdo kaj naredil. Tudi v tem obstaja dokumentija in akcija je Zemljarič uspešno realiziral. Tako da o tem mislim, da ne rabim govoriti, dokumentov je dovolj za to, da policije v Nemčiji in Avstriji začnejo takoj postopek in koliko veste, so postopki že začeli in tudi direktni dokazi, da so naši sodelovali v vsem tem. Se pravi, bolj jasno, kot je to napisano, verjetno ne more biti. Glede tožbe gospe Petrovčič iz Televizije Slovenije sem že zapisal in povem še enkrat, da sem takrat bil na nek način izigran. Bil sem povabljen v oddajo, v kateri sem si predstavljal, da bojo povabili tudi Zemljariča, Gorenca in vse ostale in da bomo tam se o tem pogovorili, tudi Milana Kučana. Pa kot smo potem videli, kot je potem izjavila odgovorna urednica oddaje, da njih sploh niso poskusili vabiti, da sem bil pomemben samo jaz. Dorič jih je čakal doma za pripravljenim gradivom, da je bil takrat 75. leta bolan. Moram povedati, da sem zdaj pregledal celoten njegov osebni dosje v času umora Martinović Nikice je bil sodelavec Hanzi Milan Dorič v enem penzionu med Celovcem in Felkmarktom, se pravi od novembra 1974 do konca februarja, na 4 mesece na počitnicah. Te počitnice mu je plačala avstrijska obveščevalna služba. Naši so na teh počitnicah dvakrat poskušali z njim sodelovati in so tudi vezo vzpostavili, tako da njegove navedbe, da je bil bolan, niso točne, ker imajo tudi v Avstriji podatke, kje je takrat bil in kje je bil. Ampak to ni moja stvar, takrat sem Televiziji Sloveniji te dokumente dal, prosim si tudi, da mu pokažejo potrdila v sprejemu denarja, pa tega niso naredili. Sam sem dobil 2 SMS sporočila od zaposlenih v Televiziji Slovenije, kjer so jasno in glasno zapisali, da je gospod Zemljarič večkrat klical Televizijo Slovenije in da so se dogovarjali, kaj in kako bojo na tači mi postavljali vprašanja. Tako da vse to, kar sem povedal, je res in imam čisto vest, gospa pa naj nadaljuje z toženjem.
ampak mislim, da je naloga novinarjev, da predvsem, da poročate, ne pa, da me tožijo. Sploh pa je naloga novinarje, da poskušajo oboje stransko ali pa na vse strani zadevo razčistiti in potem objaviti neko realno informacijo. Realna informacija na tači pa bi bila, če bi bili povabljeni tam vse in da bi imeli vsi možnost povedati svoje. Ja, takole. Sedaj pa ta glavni današnji namen. Mi smo poslanka gospa Eva Irgl, potem Franci Breznik in jaz včeraj pred 2 dni bili na poti v Makarski pri sorodnikih od Stjepana Crnogorca. Namreč z moje strani sem se pač odločil, pa tudi mislim, da je prav, da ta posnetke ni še slišal, dokler jih pač niso slišali sorodniki. V soboto popoldan so to sorodniki slišali, 4 sestre in 2 brata, ki še živijo. Starši, nažalost, tega niso mogli slišati, ker so pokojni. Bilo je zelo naporno, težko. Vrnili smo jim brata vsaj po glasu, po 43 letih. Veste, da je to posebno težko, tudi nam je bilo težko. Izredno se vesel, da je posnetek izročila sorodnikom Eva Irgl, ki je predsednica Komisije za peticije in človekove pravice. Mislim, da je bila prav ona tista oseba, ki je prav, da v svojem imenu in tudi v imenu komisije na nek način, tudi v imenu države, to izroči družini. Bil je to za njih zelo žalosten dogodek, po drugi strani pa tudi srečen, da bojo končno lahko vsaj na nek način izvedeli resnico, kje imajo brata. Nažalost, še ne vemo, kje so posmrtni ostanki brata. Vemo pa, da še živijo funkcionarji Mužič, Gorenc, ki so to zadevo izpeljali, oni osebno in pa Orožen, ki je dal izjavo, da so ti dokumenti ponarejeni. Upam, da bo zdaj tudi povedal, da je tudi glas ponarejen. Tako da ima država Slovenija možnost, da sorodnikom vrne tudi posmrtne ostanke in kot je rekla sestra Bernardina, da bi bilo prav, da vsaj po smrtnem življenju so skupaj, če že v življenju niso mogli biti. Posnetek je star, kot sem rekel, iz 4.7.72. leta. Audio zapis bilo je skrivoma, se pravi tajno snemano. Gre za malo večji mikrofon, kot je ta telefon. Ponavadi se je dal v žep, po roki pa je bil kabel z žico in na koncu rokava pač mikrofon. Sam posnetek je dolg približno 3,5 ure. Pogovor se je odvijal od 9 zjutraj pa tam nekje do 12:30 popoldan, ko se iz posnetka vidi pripravili neko kosilo. Žal vam zaradi obveze molčečnosti, ker je zadevo poslušala slovenska policija in sem se mogel zavezati o molčečnosti zaradi preiskave, ne morem povedati, kdo je sodeloval v sami zaslišanju. Približna lokacija je celo ugotovljena iz samega posnetka, se pravi, da se je odvijalo tukaj v Sloveniji. Tako da ta del bo moral ostati začasno prekrit, ne glede, da je vse skupaj upravljeno v hrvaškem jeziku. Veste, da so takrat operativci službe državne varnosti govorili srbo-hrvaško in da so takrat v bistvu tudi ta jezik uporabljali. Je pa res, da je pa eden prišel takrat iz Beograda
ki je bil glavni za emigracijo v tujini in je sodeloval v razgovoru. Bila sta pa dva. Se pravi, eden iz Slovenije in eden iz Beograda. Je pa to posnetek redek za enkrat edini, za katerega jaz vem, da je ostal tako ohranjen. Imamo še en posnetek, ki pa še ni pripravljen, to pa je razgovor med sodelavcem Doričem Hanzijem in pa s operativcem Udbe Pavlinom, ki je bil narejen konec 80. leta v Ljubljani. Ta tudi mislim, da bo v 10 dneh pripravljen, da bomo tudi tam poslušali, kaj so se v bistvu sodelavec in pa operativec Udbe dogovarjali. Osebno se mi zdijo to zelo pomembni dokumenti, tudi za zgodovino, ne samo za trenutno raziskovanje kaznivih dejanj. Vidite sam način raziskovanja, zaslišanja, da je bil zelo strog, da so vprašanja postavljena v trdilni obliki, tako da velike možnosti Stepan ni imel, da odgovarja. Zasliševali, kot pravim, so ga 4 ure, od začetka je pač govoril o vsem, kako je prišel na šolanje v Salzburgu, kako je v Zadru končal šolanje, kako je bilo na služenju vojaškega roka v Prištini in podobno. Sorodniki so glas prepoznali in so ga potrdili, tako da je Stepan Crnogorec dejansko ugrabljen in tudi pripeljan v Sloveniji. To je tudi dokaz, da je to resnično narejeno in da je to resnično izpeljala slovenska služba in to nikakor ni bilo zakonito, niti takrat pod dokazi, niti takrat po tisti veljavni zakonodaji, saj služba ni imela nobenih razen po seji Centralnega komiteja 21. seji Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, ker so Udbi naročili, da naj prepreči kakršnokoli aktivnost ekstremne emigracije v tujini, že tam v tujini. To je Udba razumela, da je s tem dobila dovoljenje za ubijanje in ga dejansko je. Udba kot takšna, veste, da je bila pod nadzorom Centralnega komiteja Komunistične partije vsake republike. Vsako leto so morali Centralnemu komiteju poročati o svojem delu. Edini, ki je nad njimi imel roko, je bil Centralni komitej Komunistične partije Slovenije. Ena od teh sej, ko sem že omenil, je bila 14.7.72. Tisti dan je bil še Stepan Crnogorec živ. Vemo zato, ker je Boris Mužič v Beograd poslal zaslišanje z dne 14.7. tistega dne. Na tisti seji sekretarijata so imeli ravno poročilo službe državne varnosti o delu oziroma o delovanju ekstremne emigracije v tujini. Na tisti seji je bilo kup Slovencev, ki so še danes aktivni v politiki, od Šetinca, Milana Kučana. Milan Kučan je sicer poskušal z magnetofonskim zapisom tiste seje, z dokumenti vse skupaj prikazati, da na tej seji o Stepanu Crnogorcu ni bilo besede, ampak to je laž. Obstaja še 36 strani posebnega poročila, ki je na tej seji bilo in na strani 16 tega poročila je dvakrat omenjeno ime Stepana Crnogorca. Tako da je tudi prebral ime Stepan Crnogorec, ne pa samo, da ni vedel za Stepana Crnogorca. Kot bi rekel, sam povem, da Centralni komitej Komunistične partije Slovenije je bil nadzorno funkcijo, usklajeval je delo službe državne varnosti, dajo napotke, kako bo delali. Na koncu na tej 14. seji je Milan Kučan tudi dvignil roko in so dali dodatna finančna sredstva službi državne varnosti Slovenije. Tako da mislim, da odgovornost Milana Kučana, kar se mene tiče, je jasna, kako bo pa to naprej v Sloveniji, pa ne vem. Mislim pa, da bi se moral Milan Kučan
upravičiti za par izrečenih besed, ki jih je rekel zadnje dni.